Sprejem srebrne Ana Marije Lampič, bronasti znak za medvoško civilno zaščito, po proračunski seji sveta, mandat skozi oči krajevne skupnosti Preska Žlebe, Medvoščani v Evropi, kot si jo želimo, preganjali smo zimo, pred dnevom žena. Lepo pozdravljeni. Tudi tokratno oddajo pričenjamo s trenutno najbolj vročo novico v naši občini. Z nordijskega svetovnega prvenstva v Seefildu se je namreč v domovino vrnila svetovna podprvakinja Ana Marija Lampič. V soboto so jima skupaj s Katjo Višnar, s katero sta osvojili srebrno medaljo v šprintu štafet, člani obeh njunih klubov TSK Bled in TSK Triglav Kranj pripravili sprejem na Bledu. V ponedeljek pa je množica navdušenih navijačev Ana Marijo pričakala še v domačem kraju, na sprejemu pred osnovno šolo Simona Inka v Smledniku. Ana Marijo je v dneh po povratku v domovino čakalo pestro dogajanje, začenši s sobotnim sprejemom v Katjinem rodnem Bledu, v ponedeljek novinarska konferenca v Ljubljani, nato pa je bil čas za sprejem v domačem kraju. Pred osnovno šolo Simona Inka v Smledniku jo je pričakala družina, množica navijačev in zastava velikanka Marjana Zupančiča iz Valburge. Ana Marija pa je ob zvokih godbe Medvode prispela na kočiji in v spremstvu konjenikov jahalnega centra kmetije Janhar. Itak najboljši sprejem je bil sigurno tukaj pred šolo v mojem kraju. Mislim, da so se ful potrudili, tako da ja, jaz jih ful spoštujem, ful jih imam rada in ja, res se ful rada zahvalim vsem, ki so to vse skupaj naredili. Ja, mogoče nekaterim ta medalja nič ne pomeni, ampak meni je res zlata, no. In kako ne bi bila to zlata vredna medalja, saj je za obema dekletoma izjemna zgodba. 34-letna Katja Višnar je po rojstvu prvorojenca svojo kariero že praktično končala, pa je v želji po medalji še nadaljevala. To svetovno prvenstvo je bilo že njeno 7. Kariera 23-letne Ana Marije Lampič pa bi se pred leti zaradi srčnih težav lahko končala, še preden se je zares pričela. A zmagala je njuna vztrajnost in dokazali sta, da sodita med najboljše tekačice na svetu. Da bo nedelja 24. februar 2019 nov zgodovinski dan slovenskega smučarskega teka, sta dekleti dali slutiti že v kvalifikacijah, ko sta v polfinalu v svoji skupini osvojili 3. mesto. Tokrat je za njiju prišel na vrsto tisti dan, ki ga nekateri športniki nikoli ne dočakajo, ko se je prav vse izšlo tako, kot se mora. Vsi smo vedeli, da so punce dobro pripravljene že po tistem šprintu posamičnem, da forma je, vendar nažalost v četrtek se nam je ponesrečilo s to izbiro maže in pa samimi smučmi. In ko sem jaz videl v kvalifikacijah in pa tudi kasneje v finalu, da smuči grejo, sem vedel, da je vsa stvar samo še na dekletih, ki sta pa res taktično zrelo. V določenem trenutku, ko je bilo treba biti na pravem mestu, sta bile zraven. In jaz mislim, da na koncu se je sestavljanka sestavila do te mere, da so vsi koščki padali na svojo pozicijo in drugega kot medalja ni mogla biti nagrada za ta dan. Katja je zadnjo predajo štafete izvedla kot 4., nato pa je vso svojo moč pokazala Ana Marija. Najprej je ugnala Rusinjo, na zaključni ravnini še Norvežanko in zgolj 37 stotink je zmanjkalo, pa bi hitra Valburžanka ugnala še Švedinjo. Ja, no, jaz sem vedela, da če bo Katja držala stik z najboljšim, da ima res veliko šanso za medaljo. Ja, in v bistvu pa, ki mi je predala, res pač ne moram opisati tega feelinga, res v bistvu vidiš, da si spredi in v bistvu te ponese, da ti moč in tudi če si ne vem koliko zmatran, kar jaz res nisem čutila in res te kar ponese, sploh pa ker sem še Norvežanko prehtela, v bistvu res tisto veselje pač končno nam je ratalo. Njuno srebro je bila edina slovenska medalja na 52. nordijskem svetovnem prvenstvu v Seefildu, sicer pa je to 3. slovenska tekaška v zgodovini svetovnih prvenstev. Prva po letu 2011 in bronu Petre Majdič in prva v ekipni disciplini. Ja, sigurno je drugače, če bi jo sama osvojila in jaz sem še bolj vesela, da smo jo s Katjo skupaj.
Res smo imeli odlične smuči, ta prav dan je bil, vse se je poklopilo in ja, super, no. Zdaj zame osebno pomeni to potrditev, da smo pač delali dobro. Mi smo mlada ekipa, pač v mesecu maju smo prevzeli to zgodbo skupaj s svojimi pomočniki in sigurno je to ena potrditev, da so bile naše usmeritve ali pa stvari, ki smo jih naredili, pravilne in nam je neka velika motivacija za naprej, da vemo, kaj delamo in kako pač pripeljati tekmovalce do vrhunskega rezultata. Brodar je na sprejemu v Smledniku kot zaslužnega za rezultat izpostavil tudi osebnega trenerja Stefana Sarako, s katerim Anamarija dela naprej tudi po koncu lanske sezone. Po uspehu kariere pa je 23-letna tekačica že zazrta v preostale tekme letošnje sezone. Ja, jaz sem kar mirna, no, vem, da so s Katjo naredile en ful dober rezultat. Ampak ja, sezona še ni konc, moramo biti kar sfokusirani pa osredotočeni naprej na naslednje tekme. So še 3 prizorišča, tako da ja, komaj čakam. Zaradi medalje pa je nekoliko v senci ostal Anamarijin mlajši brat Janez, ki je na prvenstvu v tandemu z Miho Šimencem pripravil morda še večjo senzacijo z 9. mestom, kar je eden od vrhuncev slovenskega moškega teka nasploh in prvi slovenski moški finale v zgodovini svetovnih prvenstev. Padec Šimenca v prvem krogu pa je fantoma morda odnesel še kakšno uvrstitev višje. Res, fanta sta mogoče še nekoliko večje presenečenje. Sicer ne moramo to primerjati z medaljo, vendar pa sigurno fanta sta odtekla tek, ki prav tako pač daje upanje za vnaprej, predvsem, ker sta oba dva izredno mlada, ampak vsem, tako dekletom kot fantom, čestitke še enkrat in s takimi rezultati se mislim, da ni zabat za prihodnost slovenskega teka. Sprejem Anamariji so pripravili Krajevna skupnost Smlednik, Javni zavod Sotočje Medvode in Občina Medvode ob nepogrešljivi pomoči prostovoljcev iz vseh društev v krajevni skupnosti, Osnovne šole Simona Jenka Smlednik in Jehalnega centra Kmetije Janhar. To je bil dan za veselje in praznovanje zgodovinskega uspeha. Srebrna junakinja iz Valburge pa se je posvetila prav vsakemu navijaču, preden je odtekla novim izzivom naproti. Od srebra pa k bronu. Na Brdu pri Kranju je v petek 1. marca potekala osrednja slovesnost ob dnevu civilne zaščite. Na slovesnosti so posameznikom in organizacijam za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč izročili priznanja civilne zaščite. Za delo v minulem 4-letnem obdobju je bil med dobitniki bronastega znaka tudi občinski štab civilne zaščite Medvode. Priznanje je prevzel župan Nejc Smole, ki je bil pretekla 4 leta tudi poveljnik štaba. Prav na ta dan pa je imenoval tudi novi štab, ki ga bo vodil poveljnik Franci Jarc, častni poveljnik Gasilske zveze Medvode. Komisija za priznanja in nagrade z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je letos potrdila skupaj 264 predlogov za priznanja civilne zaščite. Na osrednji slovesnosti na Brdu pri Kranju je bilo podeljenih 10 bronastih znakov, med drugim tudi štabu civilne zaščite Medvode, 13 srebrnih in 11 zlatih priznanj ter 5 plaket. Kipe civilne zaščite za izjemno dolgoletno delo pa je letos prejela Jamarska reševalna služba. Na državni slovesnosti je priznanja podelil generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But. Preostala priznanja civilne zaščite pa so podelili na 13 regijskih prireditvah po Sloveniji. Kot večkrat rečem, vsaka pohvala dobro dene. V tem primeru tudi ta, seveda gre pač za to, da se na nek način javno izpostavi, da je bilo delo, ki je bilo upravljeno v zadnjih 4 letih dobro, da se je delalo kvalitetno. Ne navsezadnje so to ugotovili tudi na terenu, oziroma smo ugotavljali tudi na terenu ob teh večjih intervencijah, kjer je sodeloval štab civilne zaščite. Godi pa to, da očitno tudi država opazi, da lokalne skupnosti, posebej prostovoljci, ki delajo v sistemu zaščite in reševanja, znajo v najtežjih trenutkih priskočiti svojim soobčanom na pomoč. Župan Nejc Smole je na Svetovni dan civilne zaščite imenoval tudi nov občinski štab civilne zaščite Medvode.
Tega bo odslej vodil poveljnik Franc Jarc, bivši dolgoletni poveljnik Gasilske zveze Medvode in že doslej pomemben član štaba civilne zaščite. Najprej moram reči, da se mi je s 1. marcem odvalil en velik kamen skoraj skala od srca, ker ta funkcija poveljnika civilne zaščite meni sigurno ni bila pisana na kožo. Mogoče prav zato, ker se zavedam, kakšna velika odgovornost to je. Iz tega naslova sem res iskreno hvaležen Franciju Jarcu, da je to ni titula, to je to poslanstvo vzel nase. Na nek način se mi zdi, da je pravzaprav to eno tako napredovanje ali pa nadaljevanje kariere, za katerega sem mu lahko samo hvaležen, kajti če ima kdo veliko izkušenj tudi z področja zaščite in reševanja, predvsem v delu upravljanja gasilske službe, je to Franci kot dolgoletni poveljnik Gasilske zveze. Franc Jarc je bil poveljnik Gasilske zveze Medvode kar 19 let, potem pa je to funkcijo predal Anžetu Šilarju, ki je bil prav tako s 1. marcem imenovan za njegovega namestnika v štabu civilne zaščite. Jaz mislim, da smo iz Anžeta Šilarjem dobili dobrega poveljnika, ki je mlad, strokovno izobražen, tako da ni tukaj nobene dileme bilo, da ne bi pustil funkcijo poveljnika Gasilske zveze Medvode. Je pa res, da, bom rekel, že v zibelko je bilo položeno zaščita in reševanje, že moj ded, oče, jaz, moji otroci, vsi smo pri gasilcih, tako da praktično živimo iz tem že skoraj celo življenje. Zadnji mandat sem že malo bolj sodeloval tudi v sistemu zaščite in reševanja. Bil sem namestnik poveljnika civilne zaščite, tako da mogoče kot nek izziv še, ki mi je ostal tukaj v življenju, da se pa premaknem v ta sistem, pa probamo tam še kakšne dobre korake narediti. Več o tem, kaj je zaznamovalo minulo 4-letno obdobje na področju zaščite in reševanja, kaj predstavlja največja tveganja na tem področju in kakšne so naloge delno reorganiziranega štaba vnaprej, pa v prihodnji oddaji, ko bomo poročali tudi o tem, kako za svoje nevarne odpadke skrbi objekt večjega tveganja, ki je včeraj tudi poskrbel za neprijetne vonjave v mestu Medvode. Krivec je Helios in okvara na čistilni napravi. Seveda bomo poročali tudi o včerajšnji proračunski seji, ki je ponovno niste mogli spremljati v celoti prek televizijskih ekranov, niti je ne boste mogli spremljati preko spleta. Zgodba se je namreč ponovila. Vsi prisotni svetniki razen enega Tomaža Kuralta so dali soglasje, ki bi omogočilo tako predvajanje seje na naši televiziji, kot tudi objavo na spletu. Tudi na izrecno vprašanje predsedujočega župana Nejca Smoleta naj se izjasni, ali bo dal svoje soglasje ali ne, je slednji ostal tiho. In tako je bilo celotno sejo. Ni glasoval, ni razpravljal. Skratka, le prišel je na sejo, sedel in potem odšel. Kratek povzetek ostalega dogajanja pa, vse odločitve, tako nova imenovanja, kot tudi vsi osnutki proračunskih dokumentov, so bili sprejeti. Lahko bi rekli skoraj soglasno, z vsaj 20 glasovi za. Prav noben svetnik pa ni bil proti. 21 svetnikov, eden je bil uradno odsoten, eden pa torej vzdržan, je dalo svoj glas tudi v osnutku spremenjenega poslovnika, ki bo razrešil nastalo situacijo in bodo seje spet javno predvajane. Skratka, več o seji prihodnjič, o nekaterih proračunskih postavkah pa že tokrat. Pred dobrim mesecem dni smo na vsa vodstva krajevnih in vaških skupnosti naslovili prošnjo, naj nam posredujejo sezname investicij, ki so jih opredelili kot prednostne, in tudi prošnjo, naj nas obvestijo o terminu kakšne od prihodnjih sej, da predstavimo poleg problematike tudi nove sestave svetov. Izjema je le krajevna skupnost Cenica, kjer je vodstvo že januarja sklicalo zbor krajanov, o katerem smo že poročali, in krajevna skupnost Pirniče, kjer imajo konec meseca še nadomestne volitve. Doslej so se odzvale le 4 krajevne skupnosti, na pustni torek pa smo s kamero obiskali 3. redno sejo sveta krajevne skupnosti Preska Žlebe v tem mandatu.
Krajevna skupnost Preska Žlebe je razdeljena na 3 volilne enote. Iz prve volilne enote so bili v svet izvoljeni sicer edini kandidati Ana Brle, Anton Stopar in Katarina Galov, ki je prevzela funkcijo predsednice. Iz druge volilne enote prav tako edini kandidati Zvonka Hočevar, Dejan Krajačič in Jožica Heglar. In iz tretje volilne enote, torej območja Žleb, kjer je bilo kandidatov več kot mest v svetu, pa sta bila izvoljena Ladislav Vidmar in Barbara Teraž. Medtem ko je Mirko Varovšek, dosedanji predsednik, ostal brez zadostne podpore volivcev. Trenutno sejo je zaradi bolezni predsednice vodil Ladislav Vidmar, ki je hkrati tudi občinski svetnik. Že sicer je bila tokratna seja namenjena predvsem pregledu dvoletnega občinskega proračuna in ugotovitvam, v kolikšni meri sta sledila tudi prioritetam krajevne skupnosti. S proračunskimi dokumenti so zadovoljni. Ker izpolnjuje v bistvu vse naše želje, to je, kar se Preske tiče, da se bo uredila kanalizacija, da se je dobila optika, da je tako ta infrastruktura že tako dobra, zdaj se bo po tem projektu, ki teče po celi občini, na koncu še asfalt uredil in bojo ceste spet v takem stanju, da jo normalno prevozne. To je zdaj bil v Preski še največji problem. Obenem se bo še par cest, ki so bile prej makadamske, predvsem ena, še asfaltirala, tako da praktično v Preski ne bo makadamske ceste in lahko rečemo, da je Preska res komunalno v izvrstni formi. Je pa drug del naše krajevne skupnosti, so pa Žlebe, in če pogledamo oba kraja, v bistvu smo najlepša krajevna skupnost. Smo v mestu, smo na vasi in v bistvu na vasi imamo pa mogoče majčkeno večji problem s komunalno ureditvijo, imamo pa toliko bolj čist zrak pa toliko lepše razglede, čeprav mogoče tudi s Preske niso slabi. Mislim, da je pa v tem mandatu kar dobra volja, saj na začetku bila. Mislim, da je zasedba sveta krajevne skupnosti dobra. Mislim, da imamo tudi zdaj na strani občine, upam, da tudi malo pomoči pa svetnikov, tako da upamo, da bomo kakšen plan res realizirali in da bo tudi enkrat se sonček po svetu na to stran Pohograjcev oziroma Medvod in da bojo ljudje pa zadovoljni. Barbara Teraž je v svetu krajevne skupnosti že drugi mandat zadolžena za področje komunale. Če vas osebno vprašam, kaj bi vi imeli za problem številka 1 krajevne skupnosti Preska Žlebe? Slabe makadamske ceste v Žlebah. In to je najhujši problem, s katerim upamo, da se bomo v tem mandatu majčkeno bolj soočali in da bomo kaj realizirali, da bodo ljudi boljše volje. Nove ceste, da bi malo lepše pričarali ljudem prihod v mesto, da ne bojo rekli, gremo z vasi, moramo iti najprej v pralnico, potem pa šele v službo oziroma na kakšen pomemben sestanek. Če se pojavijo problemi, kje se običajno zalomi? Največkrat je pri lastnikih zemljišč, ki včasih mogoče niso dosti razumni, da gremo s časom naprej, da bi bilo lepo, da sodelujemo vsi, da bomo imeli vsi nekaj od tega, vsi se bomo lepše pripeljali, vsi bomo imeli boljš. Na koncu tudi tisti, ki prodajajo zemljišče, da bojo lahko za tako zemljišče malo več iztržili, če bo cesta urejena. Je pa resno, da moramo pa upoštevati predvsem to, da pri urejanju teh stvari upoštevamo, da smo vsi enaki, se pravi, za vse občane so enaka merila pri odkupu zemljišča in pri upoštevanju njihovih želja. In kaj je zapisano v osnutkih proračunskih dokumentov? Za drugo fazo nadaljne rekonstrukcije ceste Seničica-Malenšek-Cvajner je v osnutku letošnjega proračuna predvidenih 150 000 evrov, prvenstveno za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev zemljišč. V proračunu za prihodnje leto pa še nadaljnih 350 000 evrov. In če se bo vse odvijalo po načrtu, za leto 2021 še 200 000 evrov. Oziroma v celoti gre za projekt rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika v dolžini dobrega kilometra v višini dobrih 780 000 evrov. V osnutku proračuna za naslednje leto je zagotovljenih tudi 95 000 evrov namenjenih za asfaltiranje makadamskega odseka ceste Bergant-Teraž, tudi s krajevno-skupniškim sofinanciranjem in še, če bodo pridobljena vsa zemljišča, tudi 30 000 evrov za drugo fazo rekonstrukcije in asfaltiranje krajevno-skupniške ceste Pristava Žlebe. Potem imamo še kar nekaj krajevno-skupniških cest, ki pa počas jim zmanjkuje kilometrov v makadamu. To pomeni, da bomo imeli lepe asfaltirane ceste, to pomeni, da bo tudi zimska služba bolj uspešna oziroma ceste lažje prevozne, da bo bistveno manj letnega vzdrževanja.
Upajo tudi, da bodo brez razlastitve uspeli opraviti dogovor o zamenjavi zemljišč z enim od lastnikov in končno rekonstruirati najbolj problematični makadamski klanec na cesti Kodrc-Vajnar. Mislim, da je veliko boljši dogovor, kjer so ljudje bistveno bolj šole kot neke zamere ob razlastitvi, plus tega verjetno dobi lastnik bistveno boljšo ceno, če se dogovori, kot pa če počaka, da mu sodišče določi ceno. Tako da bo tudi ta klanec, ki je pa res izredno navaren, šolski avtobus, snaga, veliko prometa in hvala Bogu, do zdaj ni bilo nobene take nesreče, razen malo zvite pločevine. V letošnjem občinskem proračunu je za delovanje krajevne skupnosti Preska-Žlebe za investicije in komunalne dejavnosti predvidenih nekaj več sredstev, tudi zaradi načrtovane večje investicije v novo lokacijo sedeža skupnosti. V prihodnjem letu pa realnih 22 000 evrov. Že sicer morajo krajevne skupnosti pred sklenitvijo pravnega posla v vrednosti nad 5 000 evrov pridobiti pisno soglasje župana. Na seji sta bila prisotna tokrat še dva občinska svetnika iz te krajevne skupnosti, Darinka Varovšek in Stanislav Maran. Eden od dveh novincev v svetu, poleg tokrat zadržane prav tako občinske svetnice Ane Barle, je Dejan Kraječič iz prve volilne enote. Ne, mogoče zato, ker mladi moramo biti bolj aktivni. Jaz sem rekel, ne, mogoče nekomu enim mladim malo za vzor, da tudi probajo sami nekaj se aktivirati v krajevni skupnosti. Tako da jih vabim, da se pač vključijo v svoje krajevne skupnosti, ne kandidirajo, da probajo spremeniti stvari na boljše. Kot predstavnik prve volilne enote je tokrat izpostavil predvsem problematiko predpisane šolske poti od avtobusne postaje do šole, ki pa žal ni tudi najkrajša. Zato učenci pa tudi starši uporabljajo nevarno bližnjico. Že sicer pa je kot največjo problematiko tega dela krajevne skupnosti Kraječič izpostavil parkirišče, tako na Škofjeloški kot na Kalanovi ulici. Jaz nekako tukaj probam pomagati s svojimi predlogi in jaz mislim, da bomo z to sestavo krajevne skupnosti in z občinsko sestavo in z županom to tudi rešili. To trdo pričakujem v tem mandatu. Kakšna je mogoče tista konkretna rešitev, kaj bi se dalo oziroma bi se moglo narediti? Mogoče vsako stanovanje, da bi dobil eno parkirišče v nakup po ugodni ceni. To je bilo po moje najboljše. Je pa res, da bi cena mogla biti res, ko bi rekel, ne bom rekel solidarnost, ampak zelo, zelo ugodna za nas. Članica sveta krajevne skupnosti, prav tako iz Bevkovskega dela naselja, Jožica Hegler, pa kljub uvedbi podaljšane 15-tice še vedno ali pa ponovno opozarja na dejstvo, da si krajani Preske želijo z javnim potniškim prometom prvenstveno do Ljubljane. Takrat smo se pogovarjali, da bi ljudje šli direktno na 25-ko, ki bi jo samo en ovink bi podaljšala in bi se potem direkt v Ljubljano pripeljali. Problem je v tem, da ni povezave direkt iz Preske v Ljubljano, ampak v Medvode in čez Perenče v Ljubljano. To je pa zelo preveč, mislim, to ni dobro. Druga stvar je pa, zdravstveni dom je zelo daleč in je problem priti do zdravstvenega doma. Starejši ljudje pač nekoga dobijo, da ga prosijo, saj ti lahko prosiš enkrat, dvakrat te bo peljal, potem pa ne bo več. To je velik problem. Mogoče, če bi kakšen avtobus vozil, ne vem, če bi pa kakšen tak ovink naredil, ne vem. Svetniki krajevne skupnosti Preska-Žlebe zadovoljni tudi z načrtovano ureditvijo kolesarske povezave Bonovec od Seničice do Hafnerjeve kapelice, tako imenovane Plečnikove kapelice, in ureditvijo prometnega pasu za mešani promet od kapelice do šole. Gre za projekt ocenjen na 210 000 evrov, saj vključuje tudi ureditev javne razsvetljave. Od tega pa je dobrih 100 000 evrov občini uspelo pridobiti preko razpisa iz kohezijske
kohezijskega sklada. Izbran je že izvajalec del, podjetje Komunalne gradnje. Po 16 letih se končno ta makadamska cesta ureja. V Medvodah praktično nimamo neke sprehajalne poti, nimamo neke varne poti za otroke, nimamo neke rekreacijske poti in to bo resnično idealna zadeva. Financirana je še z kohezijskih sredstev, tako da tudi občine Medvode ne bo ne vem kako zelo bremenila. Pot bo izredno velikega pomena, ker bo varna, ker ne bo dovoljeno za avtomobile, bo samo za delovne stroje, se pravi za kmete in za kmečke stroje. Zaščitena bo s količkom, tako da tudi tisti, ki danes kršijo kljub prepovedi vožnje to pot, bo tudi potem to onemogočeno, ker bo enostavno fizična prepreka za to in moram reči, da se izredno veselimo. Samo še parkirišča bo potrebno urediti. Krajevna skupnost računa tudi na morebiten posluh za skupno urejanje parkirišč strani osemenjevalnega centra Preska. Na seji sveta krajevne skupnosti Preska Žlebe je padla tudi podpora načrtu, da se nadaljuje z izgradnjo pločnika od Žontarjeve ulice vse do križišča za Žlebe ali pa vsaj do načrtovane kolesarske povezave na Bonovcu in tako omogoči lepo krožno sprehajalno pot, tudi mimo največje naložbe na področju krajevne skupnosti Preska Žlebe, nove osnovne šole Preska na novi lokaciji. In tega se tudi vsi veselimo. Prvič zaradi tega, ker se bo tudi dostop do osnovne šole Preska, ki je načrtovana, naredil malo drugačen, da bo bolj prometno varna za otroke in bo mogoče tudi staršem lažje dopovedati, kje naj otroci hodijo v šolo, da bojo varni. S tem, da bo mogoče še malo bližje Žlebom, kar pomeni, da bojo otroci lažje tudi peš hodili, mogoče ne bo treba več z avtobusom vse voziti in bo neke vrste rekreacija in telovadba že, pa še 11. šola pod mostom, tako kot smo jo mi imeli. Z lokacijo ste zadovoljni? Idealna lokacija je tista, kjer se umesti v prostor objekte in predvsem šole tako, da so najbolj varne in da ne motijo drugih in da njih ne moti nihče. Dejstva trenutno so sledeča. Premajhna kuhinja, saj v njej pripravljajo malice in kosila tudi za obe podružnični šoli, premajhna jedilnica, pomanjkanje prostora za športno vzgojo, premalo učilnic glede na pričakovano rast števila učencev, že sicer pa je objekt potreben statične in energetske obnove. Trenutno stanje pri načrtovanju nove šole na novi lokaciji, ki je dobila podlago tudi v občinskem prostorskem načrtu, je podal župan Nejc Smole že na zadnjem pogovoru za našo televizijo. Te zemljišče recimo smo zdaj odmerali, potem zdaj čakamo prenos sklada, da sklad to zemljišče prenese na nas. Hkrati smo že z zbornico za arhitektov Slovenije se povezali, da bodo oni izpeljali javni natečaj. Javni natečaj je zdaj tik pred objavo, mislim, da potem bo 8 tednov odprt, se pravi nekako konec junija bi morali že imeti idejno rešitev. Potem se mora izbrana idejna rešitev spraviti v življenje, torej jo je treba sprojektirati nekako čez poletje in jeseni vložiti za gradbeno dovoljenje. Potem pa ostane upanje, da bo ministrstvo konec leta vendarle po več kot 8 letih ponovno objavilo razpis za sofinansiranje naložb v šolski prostor. Naložba je namreč ocenjena na dobrih 12,5 milijonov. Na drugi strani se pa treba zavedati, da bo to največji projekt tega mandata, zagotovo tudi finančno najbolj poguben, zato ker ni nobenih evropskih sredstev. Ta financiranje strani države ne bo v deležu polovice, ampak realno računam, da tretjine. Če bomo že zelo veseli, potem najbrž bo projektirano tako, da bomo del sredstev, upamo, prejeli tudi iz ekosklada. En velik del bo pa ostal na nas. Računa se predvsem na sredstva, ki so trenutno še v zemlji ležeči kapital v načrtovanih obrtnih conah. Torej predvsem se računa na prodajo občinskih zemljišč v načrtovanih obrtnih conah in njihovo hitro vzpostavitev, torej na sredstva tako iz prodaje zemljišč, kot tudi iz komunalnega prispevka ob gradnji v njih. Skratka, poklopiti se bo moralo kar nekaj dobrih okoliščin. Je pa po skupnem sestanku s svetom staršev župan Nejc Smole vendarle optimističen. Je ena taka pozitivna klima, ki ni nujna pri tako velikih projektih. V osnutku proračuna za letos je postavka nova osnovna šola Preska težka 150 tisoč evrov, prihodnje leto že 4,5 milijone, potem pa je v osnutku načrta razvojnih programov zapisano še 5 milijonov evrov leta 2021 in 3 milijone evrov leta 2022.
skupaj torej 12 milijonov 600 tisoč evrov. Glede na razplet dogodkov na včerajšnji seji občinskega sveta, saj so svetniki brez velikih dilem potrdili osnutke proračunskih dokumentov, je prej opisani scenarij tudi realnost, vsaj na papirju. Poleg osnovne šole Preska sta bila v predvolilnem obdobju najbolj izpostavljena, poleg potrebe po novi lekarni, predvsem še desetletja načrtovani športni park Medvode ob reki Sori in gasilski dom v Pirničah v neposredni bližini šole in vrtca. Kar se slednjega tiče, je bil župan Nejc Smole v pogovoru za našo televizijo jasen. Letos je en manjši delež sredstev zagotovljen, drug let pa tudi še malo več, da se dejansko lahko začne z gradnjo. Če bojo projekti narejeni tako, da bo občina lahko pristopila. Občina ne bo pristopila v noben projekt, ki bo finančno nevzdržen, ki ne bo imel finančno pokrite, se pravi finančne konstrukcije in tako naprej. V letošnjem proračunu so rezervirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 30 tisoč evrov. Prihodnje leto, ko naj bi pridobili gradbeno dovoljenje 120 tisoč evrov in nato v načrtu razvojnih programov še 3-krat po 150 tisoč evrov. Skupaj torej zaenkrat 600 tisoč evrov. In s to investicijo povezana nova cesta v Bošnico. To bo ena izmed prioritetnih nalog nove krajevne skupnosti Pirniče, da nam pomaga, torej pridobiti zemljišča, v prostor je umeščena, v proračunu so sredstva zagotovljena, zdaj bo pa odvisno, če bo volja, potem bo pot, oziroma če bo volja, potem bo cesta. Če tega ne bo, potem bo pač še en špetir več. Podobno kot za novo osnovno šolo Preska naj bi občina Medvode skupaj z zbornico za arhitekturo letos izpeljala tudi javni natečaj za že desetletja načrtovani športni park v Medvodah. Natečajna naloga pa je že pripravljena. Moram reči, da za moj okus je bil sicer absolutno predimenzioniran v nekaterih pogledih, nekje realen, nekje predimenzioniran, tako da bomo videli, kaj bo. Računam tukaj, da vsi tisti, ki so bili pred volitvami tako zelo glasni o tem, kaj vse je treba narediti, da bojo pač zagrebili kakšen fascikel pa pomagali pridobiti kakšna zemljišča, drugače si nimamo z njimi kaj dosti pomagali. Koliko jih še ni, tista petina še vedno? Ja, točno tako, tam ni nobenega napredka naprej bilo. In kaj se načrtuje? Ureditev atletskega stadiona s 6 atletskimi stezami, poligon za vse atletske panoge, nogometno igrišče s tribunami, 2 igrišči za odbojko na mivki, 4 teniška igrišča, 3 steze za balinanje, večnamensko športno igrišče, otroško igrišče, spremljajoči objekti in še brv čez reko Soro. V proračunu za letos je predvidenih 100 tisoč evrov, za prihodnje leto 200 tisoč evrov in potem še v osnutku načrta razvojnih programov do leta 2023 še 3-krat po 400 tisoč evrov. Skupaj zaenkrat torej dober 1,5 milijona. Ukolikor bodo pogoji izpolnjeni, še vedno namreč manjka petina potrebnih zemljišč, ki so še v privatnih rokah, se bo gradnja začela že prihodnje leto. Po občini se nadaljujejo občni zbori društev. Tokrat smo obiskali redni letni občni zbor Društva upokojencev Medvode, ki je skoraj 1000 člani najštevilčnejše društvo izmed 3 upokojenskih. Preteklo leto je bilo aktivno na vseh področjih in želijo si, da bi tako ostalo tudi v letu 2019. Društvo upokojencev Medvode je najštevilčnejše izmed 3 upokojenskih društev v občini s skoraj 1000 člani, ki se v okviru društvenih aktivnosti ukvarjajo z mnogimi dejavnostmi, od pomoči starejšim do delavnic ročnih del, športa, plesa, izletov, pohodov in drugih oblik družabnih srečevanj. Pravzaprav vse dejavnosti živijo, doslej še nobena ni propadla. Imamo dejavnosti, v katerih je zelo veliko članov, kot recimo izleti, cel avtobus, pa pohodi, neverjeten planinski pohodi, jih je tudi do 60, potem ta ročna dela, ustvarjalni, vse dejavnosti pravzaprav živijo. V preteklem letu so se lotili prenove doma, v katerem ima društvo svoje prostore, redno pa skrbijo tudi za aktivnosti v tako imenovanem Zlatem kotičku v blagovnem centru Medvode. Zlati kotiček živi. Ne bom rekla, da je zelo živahno, ampak letos se spet pripravlja, oziroma smo že pripravili program, torej na temo, kaj jaz vem, neke zdravstvene teme, vaje za gibanje, vaje za oči, potem ustvarjalne delavnice, velikonočne delavnice, pa tudi spoznavanje zelišč.
Tako da sem kar vesela, no, da mogoče je bilo po zimi nekaj malega mrtvila, zdaj pa se ponovno začenja dogajati. Glede na vse povedano, ni odveč ugotovitev, da tudi v Medvodah upokojenci pridno skrbijo za vsakdanji utrip družabnega življenja. Starostjo se življenje ne neha, ne? In je vsak pravzaprav upokojenec nekako prisiljen, da svoje življenje napolni z novo zgodbo, z novimi dogajanji. Recimo, jaz sem bila že tak primer. Vedno sem bila zaposlena v Ljubljani ali pa Kranji. Nisem imela pravega stika z Medvodom. Dokler nisem prišla v društvo upokojencev. In moram reči, da sem zelo hvaležna, da imam neko tako sredino in se tudi družimo, ne? Tako tudi lahko rečem časih prav kot ene kofetarce in klepetamo in hkrati se pogovorimo tudi, ne, o delu v društvu. Tudi na medvoškem občnem zboru pa ni šlo brez polemike okrog ZDUS-a in Ljubljanske mestne zveze. Po besedah predsednice Tometove čakajo na dogovor med obima predsednikoma in izpostavljajo nesmiselno, dolgotrajno gonjo in merjenje moči obeh akterjev. Zbora se je sicer udeležil Marjan Sedmak, predsednik mestne zveze upokojencev. Malo politične zrelosti, malo več politične zrelosti, ne, in pa strpnega dialoga, pa bi bila vsa stvar rešena. Društvo upokojencev Medvode čaka. Ne? Če mestna zveza ne bo v funkciji pokrajinske, takrat smo pa začeli pogovarjati, v katero pokrajinsko se bomo vključili, ker se pa moramo. Ker društvo posamezno ne more biti direktno član Zveze društva upokojencev Slovenije, ampak se mora pripojiti k neki pokrajinski zvezi. Se pa strinjate, da je prav, da se medvoška društva skupaj odločijo za karkoli že? Absolutno. Jaz sem že mislila te predsednike sklicati, ne. So tudi med predsedniki malo deljena mnenja, ne. Tako da kar počakati, pa bomo ukrepali takrat, ko bo pač stvar dozorela. Poleg ustaljenih dejavnosti jih v letošnjem letu čaka priprava občinskega srečanja društev. Nadaljevali pa bodo tudi pogovore z občino o nadaljnih korakih prenove društvenih prostorov, vkolikor bodo seveda ostali na obstoječi lokaciji. Mednarodni odbor Medvode že vse od leta 2017 sodeluje v projektu Imagine Next, ki ga vodi prijateljsko mesto Ponte San Nicolo in je nadaljevanje projekta EU, kot si jo želimo. Tokratno srečanje pobratenih mest je bilo zanimivo tako zaradi pustnega karnevala z udeleženci iz vseh pridruženih mest, kot tudi zaradi druženja mladih in predstavitve rezultatov ankete, ki so jo člani pobratitvenih odborov izvedli vsak v svojem mestu. V okviru nadaljevanja projekta Imagine Next, ki obravnava prihodnost Evrope in s pomočjo mednarodnega odbora občine Medvode, je 5 mladih Medvoščanov konec februarja sodelovalo na zaključku projekta v italijanskem mestu Ponte San Nicolo. Projekt Imagine, ki je bil nekako začet v našem prijateljskem mestu Kre, dobil nadaljevanje z Imagine Next, pri katerem smo želeli mlade vprašati, kakšno je njihovo znanje, vedenje v Evropski uniji in koliko so seznanjeni s tem, kakšni so torej priložnosti in kakšne so pozitivne pridobitve, ki jih imamo. Župan Nejc Smole in Darinka Verovšek sta sodelovala pri odprtju sodobne tiskarne v Ponte San Nicolu in se ob tej priložnosti uspela dogovoriti, da o nadgradnji pobratitvenega postopka z mestom Ponte San Nicolo spregovorijo po lokalnih volitvah v Italiji maja 2019, saj trenutni župan končuje mandat. Je pa dejstvo, da sta oba župana, tudi naš župan gospod Nejc Smole, uspela doreči, da si želita to sodelovanje, predvsem ker je to območje blizu Benetk in Padove nekako industrijsko močno razvito in je priložnost tudi mogoče za naše občane in naše podjetnike, da se nekako povežejo. Članici odbora Ana Brle in Irena Sončlenc sta po zaključku karnevala sedli za mizo z ostalimi predstavniki pobratitvenih odborov, da so si izmenjali načrte za prihodnja sodelovanja in obiske prijateljskih in pobratenih mest. Še posebej veseli, da je mednarodni odbor uspel nagovoriti mlade Medvoščane. Preko učiteljev in osnovnih šol pridobili učence, ti so potem preko spletne povezave, preko Facebooka rešili anketo in preko ankete nam dali kontakt. Mi smo preko tega kontakta prav specifično stopili v stik z njimi in jih odpeljali v Ponte San Nicolo. Vsa sodelujoča bratska mesta so se v Ponte San Nicolu predstavila na pustnem karnevalu v mestu, tako da so novi mladi člani odbora hitro spoznali način delovanja takih pobratitvenih evropskih skupin.
Mogoče so bili najprej malce skeptični, kaj se pa to dogaja, kakšen odbor in zakaj tako resno, ampak so kmalu spoznali, da smo čisto navadni ljudje, da se znamo tudi mi zabavati in da je to v bistvu bila tudi ena super delegacija, kjer so spoznavali nove kulture, nove ljudi, bili so v stiku z drugimi, torej državljani, se pravi ne Slovenci, ampak s Poljaki, s Francozi, z Nemci. So govorili, so spoznavali jezik, spoznavali kulturno, skratka 5 dni, 4 dni so se imeli super in mislim, da se veselijo, da jih spet pokličejo. Na srečanju 5 prijateljskih evropskih mest so bili predstavljeni rezultati ankete o poznavanju Evrope, ki so jo za uspešno predstavili tudi z rezultati medvoškega dela te ankete. Za mlade smo pripravili v bistvu, kaj Evropska unija sploh je, ali se zavedajo, kaj je to, da meja sicer obstaja, ampak da lahko gremo preko nje brez, da pokažemo osebni dokument. Potem, kaj pomeni to izmenjave študentske, mednarodne, kaj pomeni to, da imaš ti Evropsko zdravstveno kartico zavarovanja, kaj so to, torej se zavedajo in poznajo, tako da so bili odgovori v redu, kar nas je nekako pomirilo, da niso popolnoma nevedni, kar se tiče Evropske unije. Vsekakor lahko Medvoščani pričakujemo nekaj mednarodnih obiskovalcev že na prihodnjem festivalu Medvode v gibanju. Medtem pa se bo odbor posvetil iskanju morebitnih vajeniških mest za dijake iz pogratenega mesta Kre. Organizaciji Poti v Nido, ki bo septembra praznovala 50 let združitve večjih vasi v občino ter izdelavi projektne dokumentacije za 3. del projekta Imagine, ki bi ga o pridobitvi evropskih sredstev izvedli v letu 2020. Pretekli teden smo imeli toplo pomladansko vreme in nikjer ni bilo več videti ostankov zime. In komu se imamo zahvaliti za to? Po ljudskih vražah, pustu in maškaram, ki so v soboto res intenzivno pričele z odganjanjem zime. Ena izmed skupin preganjalcev zime je bila tudi društvo Dovo iz Bil. Že tradicionalno so se v dopoldanskih urah pustne sobote peljali s pustnim vozom po vaseh občine Medvode in odganjali zimo. Društvo za ohranjanje vaških običajev iz Bilja je letos ponovno priredilo sedaj že tradicionalen običaj pustne vožnje po Medvodah, ki ga izvajajo že od leta 2010. Ja, na pustno povorko se udeležujemo zdaj že kar nekaj časa, pa tudi po drugih občinah. Odločili smo se pa zato, da to so stari vaški običaji in da preganjamo zimo. Tema njihovega letošnjega vozu je bila Kekčeva dežela, to pa so se izbrali s prav posebnim namenom. Letos je Kekčeva zgodba 100 let od Franceta Bevka. To je ena lepa obletnica in da se malo spomnimo teh stvari. Na vozu so bili junaki, ki jih imajo otroci radi, kot so Kekec, Mojca in Vitranc. Bili pa so tudi taki, ki se jih otroci ponavadi bojijo, kot sta divji lovec Bedanec in teta Pehta. Pa so se ju tudi medvoški otroci bali. Eni ja, eni ne, to je odvisno, da jih preveč ne prestrašimo. S kakšnim bombončkom pa je boljš, pa kakšen krov dobi, pa je še najboljš. Člani društva Dovo se že več let udeležujejo tudi večjih pustnih povork po celotni Sloveniji, a pravijo, da pogrešajo tudi kakšno večjo pustno povorko v samih Medvodah. Otroci hodijo za nami in pravijo samo še to, ampak jaz upam, da se bi priključili tudi k nam, pa da ustvarimo še kakšno večjo povorko v samih Medvodah, da ne odhajamo na Vir v Domžale. V nedeljo se ne bomo mi udeležili vašega pustovanja v Medvodah, odhajamo Vir pri Domžalah in bomo zastopali občino Medvode. Organizator, torej javni zavod Sotočje Medvode, je ocenil, da je bilo na sobotnem pustnem rajanju, ko je za rajanje v športni dvorani Medvode skrbela petkova pumpa z Radia Aktual, tudi z Nataljo Vrboten, okrog 700 obiskovalcev. Dan kasneje, torej prav tako tradicionalno že v nedeljo popoldne, pa je bilo obiskovalcev malih in velikih pustnih šem še enkrat več. 1500 se jih je zbralo in rajalo skupino Čuki in Plesnim mestom. Že tradicionalno se v naši občini pustovanje zaključi s pokopom pusta. Tradicija traja že desetletja in se vsako leto ponovi v klasični obliki z začetkom in koncem pri gostilni Legastja. Tudi letos je pusta pokopavala ekipa, ki ve, kako primerno poskrbeti za odhod pusta na drugi svet. Ta pustni žalni obred poteka zelo fajn, zato ker ga daleč okoli ni več in mi se pri Legastju dobimo, to je že stara tradicija in ga peljamo naprej.
In mi je zelo všeč, da so ljudje še, ki nas gledajo in poslušajo. Pust tradicionalno nase prevzame vse slabo, kar se je v preteklem letu zgodilo širom okoli nas. Vede, en mora biti kriv, ne, se noče biti ne ta stranka, ne una stranka, ne ta predsednik, ne un. Evo, danes pa se pa ljudje lepo znesajo na njega in ga lepo zažgemo in je spet eno leto vse v najlepšem redu. Za uspešen odhod v pustno onostranstvo poskrbi pustni župnik, ki vsaj deloma sledi zgledu pravih župnikov. Seveda pa za dobro voljo pogrebcev poskrbi dodaten pustni pogrebni obred. Jaz prav z veseljem dajem ljudem odpustke in vse ostale stvari, ker nekdo ga more pokopati. Tako so pusta včeraj uspešno pokopali in za njim pustili užaloščeno vdovo, ki ga bo čakala eno leto. Potem pa se pust in njegove norčije ponovno vrnejo v naše kraje. V letošnjem letu sta si pust in dan žena zelo blizu, kar zna voditi v to, da bi otroci pozabili na dan žena. A na srečo je Kut Jarem to soboto, torej na pustno soboto, v kavarni Stan v Zbiljah organiziral delavnice za otroke, kjer so otroci izdelovali najrazličnejša darila za njihove mamice, ki jim jih bodo lahko podarili na praznični petek. V sobotnem dopoldnevu so člani Kuda Jarem organizirali delavnice za otroke v kavarni Stan. Tam so člani Jarma otrokom pomagali ustvarjati najrazličnejše stvari, vse od plišastih srčkov pa do brošk, kar bodo lahko potem otroci podarili svojim mamicam ob dnevu žena. Kud Jarem pa poleg samih delavnic ob dnevu žena pogosto organizira tudi otroške delavnice za druge praznike, kjer otroke spodbujajo k ustvarjalnosti. Glejte, to je zdaj že utečena praksa pri Jarmu. Imamo vsak let delavnice za praznik žena, se pravi za 8. marc pa za 25. marc, potem za veliko noč, začetek počitnic, konc počitnic, tako da se kar skozi nekaj dogaja. Ideje, bom rekla, to, kar so delale naše babice. Člani Kuda Jarem so tako za otroke pripravili mnogo različnih aktivnosti. Ena izmed njih pa je bila še posebej unikatna. Sem razmišljala, kaj bi ustvarjali na mamin dan, na dan materinski oziroma na dan žena. Sem prišla na idejo, da bi mamico narisali in oblekli v oblačila, to se pravi v izrezane krpice. Poanta je tudi v tem, danes tudi en oče je delal, upodabljal mami, da je v tem, da so napisali ime mame, niso pa napisali, kdo je izdelal mamo. Tako, to je bila pač moja ideja. Člani ekipe televizije Medvode pa smo imeli še posebno srečo, da smo dobili izjavo ene izmed ustvarjalk pri prej omenjeni delavnici, ki nam je tudi pokazala svojo mojstrovino. Meni je ime Zala. Zala, kaj si pa danes ustvarjala? Punčke, srčke in rožice. Kaj pa se nahaja za tabo? Tukaj le. Moja slika. Kako si pa naredila to sliko in kaj je na tej sliki? Mami moja in to sliko sem narisala. Poleg Zale je na delavnice prišlo še okoli 20 drugih otrok različnih starosti, ki so ob koncu delavnic svoje mojstrovine lahko odnesli domov in jih shranili do petka, ko jih bodo lahko podarili svojim mamicam. Medtem ko pa so otroci ustvarjali, pa so jih starši lahko počakali na kavi, saj so se same delavnice odvijale v kavarni Stan, s katero ima Kud Jarem že kar dolgo zgodovino sodelovanja. To je pa že kar dolgoletno, mislim, da že 5. leto sodelujemo in njim malo popestrimo, oni nam dajo pa to ugodnost, da gostujemo pri njih in smo oboji zadovoljni. Ker je pač lep teren, pri gozdu, da otroci zelo uživajo. Brinox Medvode nadaljuje z odličnimi predstavami v drugi ligi, tokrat so doma v 19. krogu po preobratu v zadnji četrtini premagali Grosuplje s 74-72. Njihov niz tekem brez poraza se tako nadaljuje. Neporaženi so že 7 krogov, s čimer so se še utrdili na 3. mestu lestvice. Končnica je že povsem na dosegu roke, do konca rednega dela pa jih čakajo le še 3 tekme. V soboto se v naslednjem krogu merijo z enim od 2 favoritov za naslov prvaka druge lige, Mesarijo Prunk Sežana.
Danes se s tekmami mešanih štafet pričenja svetovno biatlonsko prvenstvo v švedskem Östersundu, kjer bosta nastopila tudi dva medvoška predstavnika. Že v svoji prvi sezoni po prehodu iz smučarskega teka v biatlon zbilka Lea Einfalt in Valbržan Rok Tršan. Prvenstvo bo trajalo vse do 17. marca. V Zbiljah so policisti obravnavali prometno nesrečo s pobegom povzročitelja. Tatovi so tokrat tatvino izvršili v Medvodah. V Medvodah so policisti obravnavali tudi uporabo ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Tatvino so obravnavali tudi v Vikrčah in še eno v Medvodah, odkoder poročajo tudi o vlomu v stanovanjsko hišo. V Valburgi in v Zbiljah so policisti obravnavali zatajitev, v Medvodah pa še vlom in tatvino v klubske prostore. Stalno opozorilo pred tatovi še vedno velja. Ne pozabite telefonskih številk policije 113 ali 080 200, kamor pokličite, če boste zaznali karkoli sumljivega. Posebej opozarjajo prebivalce Pirnič in Vikrč, saj se na tamkajšnjem območju gibljajo tatovi žlebov. Prihodnji teden napovedujejo poostren nadzor uporabe varnostnih pasov v vozilih, tako na sprednjih kot na zadnjih sedežih, zato se ne pozabite pripeti pred vožnjo. Vabijo pa vas tudi, da spremljate delo policistov Policijske uprave Ljubljana na njihovi Facebook strani. Drage žene, vse najboljše ob vašem jutrišnjem prazniku vam želimo. Sicer pa vsak dan je lahko praznik, če si ga takšnega tudi naredimo. Imejte se lepo in nasvidenje prihodnji četrtek.